Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Nekoč, ko zbral bom ves pogum in bom junak in bom bedak in bom lagal in se smejal lažem, ki jih deliš. Takrat povem ti tudi to, da sicer vedno istih fraz dotikov nežnih kot obraz, ki pravi, da je stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar. Nekoč, ko zbral bom ves pogum za vse večere, vse noči, ko čakaš tiho brez strasti, pripravljena in skrita. Takrat prestrašena in tiha. In ti mi praviš, da ne znam drugače reči, rad te imam, da vsak poljub je stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar. Nekoč, ko zbral bom ves pogum in bom priznal, da sem se bal, da bom zgrešil te v teh nočeh, ko se rodijo pesmi. Stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot koledar. In ti mi praviš, da ne znam drugače reči, rad te imam, da vsak poljub je stara stvar, da se ponavljam kot koledar, da se ponavljam kot Pogum skupine Prizma z albuma največjih uspešnic, Franci pa z mano zdravo. Zdravo, lep pozdrav poslušalkam, poslušalcem in seveda tudi tebi. Franci, bi lahko skladbo Pogum označili za vašo največjo uspešnico? Sigurno spada v ožji krog največjih uspešnic, predvsem pa je bila to prva naša velika uspešnica. Leta 1978 na Slovenski popevki je skupina tudi dobila nagrado za najboljšega debitanta in to je bil tudi prvi festival, ki smo se ga udeležili, potem je sledila še vrsta drugih festivalov. 50 let ste praznovali v letu 2024. Res je, 25. maja smo imeli v istem kraju v Divači, kjer smo imeli prvi koncert leta 1974, takrat je bil to dan mladosti v bivši državi, no in smo sledili zadevo in smo na isti dan naredili ponovno koncert v Divači in tako obeležili 50-letnico, to je bil ena od zadev. Imeli smo še en kup drugih in moram reči, da smo plan v bistvu realizirali, pa še vreme nam je šlo na roko. Glede na vaše ime pa bi morali najprej k matematiki. Kakorkoli vzamemo, matematika, vremenoslovje, karkoli gor ali dol, dejansko smo imeli letos srečno roko praktično po vsem, kar smo delali.
Namreč bili ste tudi na Melodijah morja in sonca leta 2024. Ja, moram reči, da na isti dan, 25. maja, mi smo praznovali 50-letnico, Radio Koper pa 75-letnico. No in oni so nam že 3 mesece prej predlagali, da bi šli v Španovijo, v skupno zadevo. Oni so ta naš koncert tudi v živo prenašali in posneli. In so nam že na začetku, bom rekel tam nekje marca, rekli, zakaj pa ne bi vi kaj novega posneli. Namreč mi od leta 84 nismo nič posneli, to pomeni 40 let. In smo bili tako malo rezervirani, pa veste kako je, po 40 letih glave so drugačne, poleg tega so te naše skladbe pač bivše, na srečo se mnoge vrtijo po radiju in smo bili malo rezervirani, ne da bi se bali, ampak nekako ni bilo v planu, no potem pa pač je prišlo varianta, da bi nastopili na Melodijah morja in sonca, če pošljemo skladbo seveda, no potem smo to pripravili, tekst je prispeval Drago Mislej spet, jaz sem pa iz naftalina povlekel en tekst, ki je enih 25 let najmanj star, dejansko. Avtor je bil Drago Mislej. Tako da smo posneli eno hitro, pa eno počasno in mislim tudi, da bomo nadaljevali. Moram pa reči, da sta obe pač naleteli na zelo pozitiven pač odziv. No, tako da se upam trditi, da nista to zadnji skladbi po 40 letih. Bomo ti 2 skladbi slišali na koncu tega pogovora v drugem delu. Midva se bova pa sedaj prestavila k naslednjim 2 z albuma največjih uspešnic. To sta Glas noči in Tujca. Glas noči, z njo je skupina Prizma nastopila leta 1979 na Opatijskem festivalu. Takrat pač je bilo iz vsake bivše republike po 2. Se je kar nekaj vrtela, ni bila pa neka mega uspešnica. Tujca je pa 3. skladba, ki smo jo posneli, že leta 1977. Je bila mišljena za našo drugo single ploščo, potem je pa pristala na vinilni plošči na LP-ju Pogum. Moram reči, da je absolutno v krogu največjih uspešnic in mnogim je to, mogoče še bolj ženskam, no, najbolj ljuba skladba Prizme, ne vem zakaj in kako, itak vedno pač hite naredijo v bistvu poslušalci in ne mi. Mi posnamemo, večkrat se zgodi, da tudi za kakšno skladbo mislimo, da bo uspešna, pa je manj uspešna in obratno recimo. Hiši sredi mesta, v prvem mraku luč prižgejo in stara vrata se odprejo v nočni hran norosti. Sliši se le glas noči, na 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 na. Pridemo kot ptice ujata do starih vrat, do hiše smeha. Naročje slav, svetišče greha, ko iščemo se v temi. Sliši se le glas noči, na 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 na. Tam za vrati vsega najdeš, smeha, solze in laži. Tam za vrati vse pozabiš, kot da konec je noči. Mojih in tvojih poti, mojih in tvojih poti. V stari hiši sredi mesta so drugi časi, druge pesmi. Ni solza in ni pozabe, hladnih dveri in kleti. Sliši se le glas noči, na 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 na. In ko korak ne ve kam hodi, ko tam sam skriva strah, ko čakaš temi nje korake, tiho slišiš glas, ki vabi, kot da bil je glas noči. Na 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 na. Na, tam za vrati vsega najdeš, smeha, solze in laži. Tam za vrati vse pozabiš, kot da konec je noči. Mojih in tvojih poti, mojih in tvojih poti. Tam za vrati vsega najdeš, smeha, solze in laži.
tam za vrati vse pozabiš, toda konec je noči, mojih in tvojih poti, mojih in tvojih poti. Sobo se prikrade mrak, vse se stalno ponavlja, spet sem s tabo zadnjikrat. In ko pridejo jutra, si želiva spet noči, kot da rada bi čas nazaj vrnila, bova šla po svojih poteh. Ko bom spet odšel, rekla boš, naj mi bo lepo, naj bom srečen za oba. Vem, zaprl bom oči, sanje pregnal, tujca bova brez sveta. Za nočmi prihaja dan, spet se vračam z večerom, spet gradiva svet neznan. In kako naj ti pojem, če ona ju pesmi ni, kot da najina noč ne bo končana, ko se rekla boš, naj mi bo lepo, naj bom srečen za oba. Vem, zaprl bom oči, sanje pregnal, tujca bova brez sveta. Rekla boš, naj mi bo lepo, naj bom srečen za oba. Vem, zaprl bom oči, sanje pregnal, tujca bova brez sveta. Franci, omenil si pri skladbi Tujca hit. Je danes ob tej produkciji glasbe še možno narediti hit? Večkrat se pogovarjam, pa tudi kakšni mlajši nas sprašujejo. V 70-ih letih, ko smo mi začeli, 70-ih pa začetek 80-ih let, kot prvo je bilo glasbene produkcije, pop-rock produkcije bistveno manj, bom rekel najmanj 5krat manj. Težko je bilo priti v studio, pač Radio Ljubljana oziroma RTV je imel studio, so začeli komika plat posamezni, zasebni studiji, ampak to jih je bilo nekaj, da rečem. Danes, da rečemo, ima vsak tretji glasbenik, ki ima malo smisla, ima lahko studio doma, vse aparature, vse je bistveno lažje dosegljivo. Pa še nekaj, takrat je ene 5 radio v Sloveniji pač obvladovalo, ne vem, približno 85 ali pa 90%
pač poslušalstva. In v bistvu preko teh 5 radijev, recimo, če si imel eno skladbo, ki je bila morda na festivalu, ki je bila všečna, v bistvu je bistveno hitreje postal to nekako vseslovenski hit. Danes se mi zdi s to poplavo malih radijev, ne, da rečem lokalnih, je tu težje, pa tudi, kot sem rekel, produkcija je toliko večja, pa tudi več različnih žanrov. Vmes se je pojavilo od hip-hopa, punk je bil, takrat, ko so mi začeli, je bil na pohodu, ampak v Sloveniji pač malo kasneje. Tako da danes je velika gužva pred golom in ne nazadnje, da rečem, na terenu je še zmeri 8 do 10 generacij glasbenikov, ne? Od ta prvih kameleonov, ki še igrajo v kakšnih zasedbah, recimo v Piranu živi Milan Petrovič iz mariborske skupine Generacija, oni so že leta 64 igrali. Ne? Tako da, če rečemo, da smo vsi ti, mnogi, še na odrih in da še kaj snemamo, je potem dejansko to hiperprodukcija, da rečem. Takrat je bil singel tudi drugačna oblika, namreč išel je v fizični obliki na A in B strani, danes pa je singel samo digitalni zapis. Ja, tudi to je tako res, ja. Takrat je ena single ploča pa long play je imel neko težo, ker jih je bilo bistveno manj na tržišču in težje je bilo priti do snemalnih studijev, ne, danes pa pač to je, ne vem, da rečemo, malca za marsikoga posnet pač novo skladbo, če ima studio. Pa tudi danes vse tako občutek imam, zelo hitro neka skladba odide mimo in že pride druga. Morda tudi, jaz toliko ne poslušam zdaj radio pa karkoli, da rečem. Vsekakor, če primerjam tudi 60. leta, mislim, da je tudi v svetovnem merilu podobno, ker je velika hiperprodukcija. V 60. letih recimo, ne vem, imel Tom Jones en hit, pa je bil 7-8 tednov v prvi na lestvici. Recimo danes mislim, da je to veliko težje to v tem smislu dosečno. Danes se odreži teden ali dva je že uspeh. Ja, zdaj je večina je v bistvu so instant hiti, tako, relativno kratko obdobje, oziroma malo izvajalcev je, ki se izognejo temu konceptu, tako. Naslednji dve bosta Zasidran in Senca. Skladba Zasidran je iz leta 1979. To je praktično edina skladba v disko ritmu. Predstavili smo jo na festivalu Melodij Mora in Sonca. Drago mi se je dobil nagrado za tekst, mi pa drugo nagrado občinstva. In pač, ker je bilo leto 1979 nekako obdobje disko glasbe, poleg tega se je to igralo na živo, bil je zraven orkester, violine in tudi back vokalistke. To je bila skupina ženske strune, mislim, da so se imenovali, ki so sodelovali tudi na Slovenski popevki in tako dalje. Tako da smo rekli, če je vse to na voljo, pa dajmo izkoristiti še zraven violine, pa ženske vokale. Senca ima zelo zanimivo zgodbo, namreč poslali so jo na festival, mislim, da na Opatijski, pa je potem ni bila zbrana, je bila zbrana Glas noči, ki je hitrejša. To me malo čudi, ker ne glede na to, da je Senca počasna skladba, ne balada, ne, mislim, da je lahko vseeno primerna za festival. Kokor, če me spomin ne vara, mislim, da je res, da je bila to pesem leta Vala 202. Nisem pripričan, če Vala 202, ampak na enem radiju je bila to pesem leta, pa tudi vem, da je bila tam na stopovi lestvici kar ene 8 ali 9 tednov prva. In kot pogum pa še kakšna recimo spada to v kategorijo, ne vem, 3, 4, 5 največjih uspešnic. Čeprav si sidro nocoj, ne bom ostal več s teboj, saj gre vihar, ki bo jadra razvil. In bom presekal vrvi, da bom odjadral noči, nove kraje, kjer nisem še bil. Lepega neko prerezal bom tvoje vrvi in odjadral bom proč, med viharjem temno noč, kjer so novi obrazi, ki danes ob nebi jih ni. Istega dne bova sama, mrtvo bo morje in tih ocean, ko bo vsak pogled za
kjer nisem še bil. Čeprav si sidro nocoj, ne bom ostal med teboj, saj gre vihar, ki bo jadra razvil. In bom presekal vrvi, da bom odjadral noči, v nove kraje, kjer nisem še bil. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. Glej na steni senco, kaj želiš? Skriva se med vrati, kam bežiš? Spoznal sem že tvoje poti, v srečanjih sredi noči. Spet se bližaš k meni, sama si. Pridi mi na prsi, vem, kdo si. Spoznal sem že tvoje laži in srečanja tvojih oči. Vem, nocoj bom luč prižgal in sama bova spet. Senca zgine med dlani, zabriše svojo svet. Tebe več ni, senca zbledi. Glej, bila je senca, zdaj je ni. Vrata so odprta, tu si ti. Želim si še tvojih laži in srečanja tvojih oči. Nocoj bom luč prižgal in sama bova spet. Senca zgine med dlani, zabriše svojo svet. Tebe več ni, senca zbledi. Senza zbledi. Vem, nocoj bom luč prižgal in sama bova spet. Senca zgine med dlani, zabriše svojo svet. Vem, nocoj bom luč prižgal in sama bova spet. Senca zgine med dlani, zabriše svojo svet. Senca skupine Prizma, Franci z mano. V letu 1974 moramo, če iščemo vaše začetke. Ja, začeli smo, trije pač smo bili čist na začetku, to je kitarist Igor Kos, ki je žal že 10 let pokojni, potem je pevec in bobna je takrat igral Ladi Mlač in jaz kot klaviaturist. Zanimivo je, jaz sem igral z Ladjem nekaj let prej, Igor pa tudi je igral z Ladjem, tako da mi trije skupaj pa še ne. Vsi trije smo že igrali kar v nekih skupinah, to pomeni, da za tisti čas smo imeli določeno kilometrino že in pač smo se odločili, da bi naredili skupino. Igor Kos je ravno prišel
pač iz služenja v JLA. Tako da je bilo očitno, da bomo vsaj 3 leta lahko igrali, ker takrat so skupine razpadale po enem letu, 2 sta šla k vojakom, pa je bilo konc recimo. Tako mi smo začeli, da bomo vsaj 3 ali pa 4 leta lahko igrali. No, dobili smo na začetku basista Vilja Bertoka, ki je kasneje šel v skupini Buldožer, čez 2 leti, no in takrat je v skupino prišel Danilo Kocijančič. Tako da mi 3 smo tudi do konca tudi igrali, Danilo je šel leta 84 iz skupine, ker je hotel biti profesionalc, in potem naredil skupino Bazar. In mi smo potem igrali še, dobili smo drugega basista in pevca, smo igrali do leta 87 in potem smo se, po domače rečeno, sporazumno razšli, zenit smo dosegli, tudi, ne vem, smo imeli že po 3, 4, 5, 36 let, takrat se nam je zdelo veliko, kar je smešno, ne, ampak tako je bilo, no in nismo se skregali, no, ampak smo rekli, da morda bi pa nehali, dokaj smo vsaj v sredini prve lige. No in zato, ker se nismo skregali nekako, smo potem lahko 2010 na pobudo Dragana Buliča igrali v Hali Tivoli, ko je imel koncert skupini 60 in 70 let. No in da rečem po domače, duh je šel iz steklenice in od takrat naprej igramo, to pomeni že 14, kmalu bo 15 let. Pomeni, da imate tako 2 obdobji, od 70 do 80, pa potem zadnjih 15 približno. Ja, to sta 2 obdobji, s tem, da mi po prvem obdobju nismo mislili, da bomo še kdaj igrali. Ne, če bi nam kdo rekel, da bomo igrali, ko bomo stari 70 let, ne, bi rekel, da ni vse v redu z njim, ne, tako je prišlo. Zdaj recimo s pevcem Ladjem, ki sva edina pač od originalne zasedbe, ker sta in Igor Kos in Danilo Kocijančič žal pokojna. Pač to vodva naprej, do letos smo nastopali kot akustični trio, imamo dodatno kitarista in back vokalista Matjaža Švagla. Letos pa smo se odločili, ker je jubilejno leto in smo imeli več zunanjih večjih nastopov, smo pa povabili še profesionalca, basista in bobnarja, tako da zdaj nastopamo kot kvintet in tako bo še zagotovo naslednje leto, potem bomo pa videli naprej. Franci, prej si omenil oddajo Pisani svet, kjer ste nastopali oziroma kjer ste pričeli in za kakšno oddajo je to šlo? Mi smo imeli v neki momentih v naši karieri kar precej športne sreče, no in leta 76 je bila ta športna sreča oddaja Pisani svet, to je bila mladinska oddaja. Takrat je bilo relativno sploh malo skupin, hočem reči pop skupin, ne narodno-zabavnih v Sloveniji, in ne vem, kako v Ljubljani niso nobene primerne skupine dobili in so potem to na Radio Koper dali, če imajo dol kakšno skupino. No in nekdo od tam se očitno spomnil Prizme in so nam ponudili, da bi nastopili v seriji oddaj Vesela kuhinja, to so bile mladinske oddaje. Teksti v teh oddajah so bili, Svetlana Makarovič je pripravila tekste in tudi pač, da bi posneli pač eno skladbo, ki bi se pojavila v vsaki oddaji. Mi smo tudi v vsaki oddaji aktivno nastopili, to je bilo 13 oddaj, 13 ponovitev. Mi smo pripravili 2 skladbi in smo njim dali ne izberejo, in oni so zbrali obe skladbi in ti 2 skladbi pač sta se takrat pojavljali po televiziji, mi smo se pojavljali, no in potem smo dobili ponudbo od takratnega Helidona, da bi ti 2 skladbi dali na naš prvi singel. Interesantno pri tem je, seveda ne s teksti Svetlane Makarovič, ki so bili vezani na kuhinjo v oddaji, da rečem, ne. No in Danilo Kocijančič je takrat, ne vem kako, ali mu je kdo sugeriral kakorkoli, Drago Mislej je bil takrat mlad novinar na Primorskih novicah, no in je njega nekako zadolžil, da naj pripravi 2 teksta. Interesantno je, da to sta bila prva 2 teksta, ki jih je Drago Mislej napisal. Od začetka se je celo malo, ne bom rekel upiral, ampak nekako ni bil prepričan, če bi šel v to. Očitno pač ni vedel, da ima to tak talent, kot se je kasneje izkazalo, ne. Tako da mi smo imeli dvojno srečo, da ponovim, pač da smo se pojavili na televiziji, prišli smo do prvega singla in do odličnega tekstopisa, ki namreč z izjemo 4-5 skladb je vse skladbe, vse tekste je napisal Drago Mislej, kar pomeni, če sem prav izračunal, 36 tekstov. 2 v nadaljevanju, to bodo Stare slike in Kralj Matjaž. Stare slike, jaz sem bil leta 8 pa do spomladi 79 pač pri vojakih in sem Stare slike prinesel pač iz vojske, pa še nekatere druge. No in vem, da smo potem to, ker smo čez poletje leta 79 pripravili material za naš prvi album.
smo pač to dobili tekst, seveda spet Drago Mislej. To je tako malo bolj country skladba, Kralj Matjaž je pa malo bolj rockerska. Imamo še par takih bolj rockerskih, ker mi smo vedno pač se smatrali nekako za pop-rock skupino, ne. Sicer bolj pop, ampak se nismo branili posneti neki malo bolj trdih skladb, recimo. Starimi slikami lovim čas nazaj. Zdaj smo pred šolo, komaj da se spoznam. Tretja ob koncu smo, pripetijo tam. In komaj nas učitelj je na sliko zbral. Sliko naprej sem že doma za rojstni dan. Oče v obleki naj se ve, da jo ima. V sredo pride mati, grdo me drži. Brat zbežal je slike proč, nikjer ga ni. Na slike dneve rišem, v njih ljudi, srečam jih kdaj na cesti, med njimi sebe najdem. Včasih se mi zdi, da sem lovec zgubljenih dni. Starimi slikami hitim daleč proč, vse tiste kraje, kjer sem bil že nekoč. Prvi naš izlet je to, spomnim se poti, z vlakom tja do morja, za teden dni. Na koncu pa slike, kjer sva dva, črno oko. Zgodba začne se in konča, lepo je bilo. Pol sekunde za nasmeh, sliki dve za dva. Potem zaslonka pade in je tema. Na slike dneve rišem, v njih si ti, srečam te kdaj na cesti, potem se v slike skrijem, z njih se ti smejim in sem lovec zgubljenih dni. Na slike dneve rišem, v njih ljudi, srečam jih kdaj na cesti, med njimi sebe najdem. Včasih se mi zdi, da sem lovec zgubljenih dni. Na slike dneve rišem, v njih si ti, srečam te kdaj na cesti, potem se v slike skrijem, z njih se ti smejim in sem lovec zgubljenih dni. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. V temnem gozdu so obstali, kakor me drevesa ujeti. Zbrani v krogu vsi junaki, strtih mečev so zaspali. Kakor misel, kakor sanje so obstali. Noč je črna,
se bo čas, ostala bo zgodba, zapisana v vetru, daleč tam za hribi. Živel je kralj Matjaž. Trava raste čisto tiho, mesece zaveje skrije, lava trdo v listje pade, noč oči v temo zavije. Tiha misel, kakor mati, me pokrije. Glej ga, kje je v jarek padel, glas kriči in roka grabi. Dva koraka sta do doma, ti Matjaž pa tukaj v travi. Noč je črna, pot prestrma, ključ pa vabi. Nekod se zbudil bo zaspali junak, opasal bo sabljo, poklical vojščake. Zbežala bo misel, zbudil se bo čas, ostala bo zgodba, zapisana v vetru, daleč tam za hribi. Živel je kralj Matjaž. Noč je črna, pot prestrma, luč pa vabi. Nekoč se zbudil bo zaspali junak, opasal bo sabljo, poklical vojščake. Zbežala bo misel, zbudil se bo čas, ostala bo zgodba, zapisana v vetru, daleč tam za hribi. Živel je kralj Matjaž. Kralj Matjaž skupine Prizma, Franci z mano. Odkot pa ime Prizma? Leta 1974 Igor Kos je prišel od vojakov tam nekje druge polovici marca in mi smo pač v Lokvi pri Divači, kjer živi Ladi Mlad še zdaj. On je iz bivše štale, da rečem, naredil prostor za vaje. Mi smo pač začeli vaditi, želeli smo čim prej pač se predstaviti občinstvu. No in seveda je bilo treba se odločiti za eno ime. Mal gledamo, tuhtamo, razmišljamo in potem je pevc Ladi, se spomnite, takrat je bila priloga Mladine Prizma. Marsikdo je pomislil, da pač je bila ideja mogoče Prizma na albumu Pink Floydov, ne, ni bilo tako, ampak smo videli pač prilogo Prizma in potem, zakaj pa ne bi bili Prizma. No, in potem pač je to ime ostalo. Torej nimate nič povezave z matematiko pa z like? Ne, nimamo povezav, ni bilo mišljeno, ni tako prišlo do tega in ponavljam, niti ne pač album Dark Side of the Moon of Pink Floydov, recimo. Tudi to ni bila povezava takrat. Pa če vseeno ostaneva še za trenutek pri matematiki, bi še vedel izračunati površino pa volumen prizme? Ne bi. Ne bi. Tudi jaz ne, od tega je že minilo kar nekaj časa. Naslednja bo od 1 do 3. Od 1 do 3 je tudi ena od festivalskih skladb, Slovenska popevka leta 1979. To je taka pop skladba, Danilotova, se je kar vrtela, no in to je bil tudi tak kar spodoben hit, no, da rečem. Skrivaj smo sledili od 1 pa do 3, ko šola je končala in se sliši njihov smeh. Od 1 do 3, to je ura za pogled, to je ura za posvet. Prišle so kot metulji od 1 pa do 3 in mi smo jim sledili na teh njihovih poteh. Od 1 do 3, to je ura za pogled, to je ura za posvet. In nikoli se ne zgodi vedno isti obred nas junakov besed. In na koncu se nam zazdi, da smo mi na ogled.
je zgodilo od enih pa do treh, nihče ni slišal smeha na teh njihovih poteh. Od enih do treh, čas počitnic je začel, čas počitnic jih je vzel in nikoli se ne zgodi vedno isti obred nas junakov besed in na koncu se nam zazdi, da smo mi na ogled, da to je njihov ogled. Od enih do treh, do treh. In nikoli se ne zgodi vedno isti obred nas junakov besed in na koncu se nam zazdi, da smo mi na ogled, da to je njihov ogled. Od enih do treh, do treh. In nikoli se ne zgodi vedno isti obred nas junakov besed in na koncu se nam zazdi, da smo mi na ogled, da to je njihov ogled. Od enih do treh, do treh. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno. To so obljube, ki rad jih podarjam, iskanja so sreče, iskanje strasti. In to so besede, ki v pesmi žive, a v tvojem življenju so prikrite za vse. London, Hawaii, Pariz in Sejšeli, Japonska in Tokio, Neapelj in Rim. To vse ti podarjam, v sanjah ti dam, gore obljube in lažile imam. Praviš, da vse moje zgodbe so smešne, navadna zabava in pesek v očeh. Praviš, da so sami reklo zaspiš, da tvoje življenje je več kot presmeh. Vem, da bojiš se neznanih potepanj, v svetu te čustev brez dna. Vem, da trepečeš pred lastnim iskanjem primernih prizorov iz sna. Moje laži so nevarne prevare, tako jih razumeš in take želiš. In moje besede so skrite pasti, v njih se ujameš in spet znova te ni. New York, Havana, Bahami, Majorka, Mercedes, Ferrari, Suzuki, Capri. To vse ti podarjam, v sanjah ti dam, nore obljube in lažile imam. Praviš, da vse moje zgodbe so smešne, navadna zabava in pesek v očeh. Praviš, da so sanje, ko zaspiš, da tvoje življenje je več kot smeh. Vem, da bojiš se neznanih potepanj, po svetu te čustev brez dna. Vem, da trepečeš pred lastnim iskanjem nemirnih prizorov iz sna. To vse ti podarjam, v sanjah ti dam, nore obljube in lažile imam. To vse ti podarjam, v sanjah ti dam, nore obljube in lažile imam. To vse ti podarjam, v sanjah ti dam, nore obljube in lažile imam. Nore obljube in lažile imam. Praviš, da
zgodbe so smešne, navadna zabava in pesem v očeh. Praviš, da so sanje lepo zaspiš, da tvoje življenje je več kot te svet. Vem, da bojiš se neznanih potepanj, v svetu teh čustev brez dna. Vem, da trepečeš pred lastnim iskanjem, premirnih prizorov iz sna. Moje laži so vse, kar imam, z skupine Prizma, z albuma Največjih uspešnic. Ta album je šel že leta 1996. Ja, to je CD to je leta 96, ker vsi materiali prej so bili pač na vinilu, to je bilo CD obdobje, no in takratna založba kaset in plošč, ali bi mal revival starih skupin ali kakorkoli, nam je ponudila pač, da naredijo pač CD, ker so bili oni tudi lastniki vseh posnetkov. Za skladbo Moje laži so vse, kar imam. Prvo, kar sem slišal kakšen mesec, dva nazaj, po radiju eno rock izvedbo te skladbe, tako da mi je zanimivo. Moram pa povedati, da smo to skladbo posneli v potujočem studiu. Takrat je prišel v Ljubljano iz Anglije en pač potujoči studio, pač kamion in tako dalje, kar je bilo takrat kar v modi. No in ne vem, neki izvajalci so izbrali, medtem smo bili tudi mi. Pred nami je pa vem samo to, da je snemalo Atomsko sklonište, se spomnim. No in potem so mi to pač posneli. Moram reči, da smo si nekako več obetali od te skladbe, ker je po mojem mnenju to naš najboljši posnetek, pa ne zato pač, ker so Angleži delali, ampak dejansko še danes, če ga čujem po radiju, se mi zdi tako kar prepričljiv, no. Je tudi 4-glasen refren, skladba je trodelna, ima modulacijo vmes, skratka, recimo temu, da smo se zelo potrudili tudi z aranžmajem, ampak je bila tako, recimo, neka srednja uspešnica, ni bila neka mega uspešnica, no. To je spet dokaz, da hit naredijo pač poslušalci in ne mi. Drugače pa v svoji karieri ste izdali, kot sem si zapisal, 3 albume. Pogum, Prizma in Junak zadnje strane. Ja, Junak zadnje strane, to je PGP Beograd posnel leta 82. Namreč takrat so bili tudi problemi z materialom, recimo za vinilne plošče. Enako kot sedaj? No, ne vem, kakšna je situacija zdaj, ampak takrat je bilo dejansko pač problem, so bile devize, smo imeli tudi bencinske bone in tako dalje. To je podoben paket, da rečem. In založba kaset in plošč bi nam izdala kaseto, ki so se takrat tudi pač bolj prodajale, ne pa ploščo. PGP Beograd nam je pa, mislim, da je bil gospod Kovačič takrat predstavnik v Ljubljani. Oni so nam pa ponudili pač snemanje albuma, tudi izdajo vinilnega albuma in pa tudi, ampak seveda v srbohrvaščini. Pač rekli smo, ker smo tudi že prej nastopili 2-krat na festivalu v Zagrebu, smo rekli, zakaj pa ne, pa mogoče poskusimo, če bo karkoli. Tako da to smo posneli v studiu Tivoli. Moram tudi povedati, da je takrat kitare odigral večino, zdaj pa zelo poznan kitarist Denko Cotič, nastopa že vrsto let pri Janu Plastenjaku. In on je to posnel, moram reči, da za tisti čas, za leto 82, še danes tiste kitare, ko je on posnel, zvenijo fantastično. No. Tako da je zelo obogatil dodatno naš, ker ta album je, bom rekel, bolj rockerski, precej bolj rockerski. Lahko primerjaš albume takrat in albume danes? V kakšnem smislu? Pomeni, ali se ga danes sploh še splača izdati, glasbeniki govorijo, nekoč vem, da je bila to neka čast, ponos, da je glasbenik vse skupaj zaokrožil neko celoto. Ja, ker je bilo bistveno težje priti zaradi vseh filtrov, ni bilo toliko studijev, tudi na pač RTV Slovenija oziroma v studio na radiju, nisi kar tako prišel, mnoge skupine, ki danes posnemejo, pač, kar slišim po radiju, ne mnoge, no, ampak pač kar nekaj takih posnetkov, takrat čez te filtre ne bi prišli nikakor, zanesljivo, recimo, in zato je potem to, ne gre samo za čast, ampak se je nekako vedlo, da če si posnel pač longplay ploščo, vinilno, da nekaj more biti že za tem, da si moral iti skozi čez ene filtre, da rečem, pa si moral prepričati marsikoga, ne samo mogoče, ne vem, 2 novinarja, pa kakšnega kakorkoli. Budnica bo naslednja? Budnica je iz leta 80, nastopili smo na Melodijah Mora in sonca in seveda Drago Mislej je dobil prvo nagrado, nagrado za tekst, ki je bila edina. To je taka malo zebanska, poletna, tudi dobro funkcionira na živo.
Mrtvi so bar ob 4:30, ob 4:30 se sliši daleč smeh in pozdrav, hej, bobnar plesalka, hej, ti mornar. Na koncu pomola soliter načeli, od ust do ust, kakor ljudska pesem, in nekaj so peli po morju globokem, po plavih očeh. Pa so skrikali v sonce, čez strehe je šlo, je pobarvalo pesek ob 4:30. So narisali ladjo na koncu valov in veslali z rokami čez vse oceane viharne domov. Domov. Potem so lagali o lepem večeru, pili na zdravje boga Neptuna in vseh mornarjev, ki soncu sledijo na plavih poteh. Kaj se vam sanja, kjer smo po svetu? Kranj gre v Suez, Kras na Japonsko in stari Piran menda se le vrača počasi domov. Pa so skrikali v sonce, čez strehe je šlo, je pobarvalo pesek ob 4:30. So narisali ladjo na koncu valov in veslali z rokami čez vse oceane viharne domov. Domov. Šubi-wa-wa, šubi-bubi-bubi-bav, šubi-wa-wa, šubi-bubi-bubi-bav. V sonce, čez strehe je šlo, je pobarvalo pesek ob 4:30. So narisali ladjo na koncu valov in veslali z rokami čez vse oceane viharne domov. Domov. Šubi-wa-wa, šubi-bubi-bubi-bav, šubi-wa-wa, šubi-bubi-bubi-bav, šubi-wa-wa, šubi-bubi-bubi-bav. Skupina Prizma, Franci z mano. Franci, prej si omenjal 50-letnico in koncert v Divači. Koliko skladb pa ste igrali na prvem koncertu? Točno se spomnim, takrat smo igrali samo tuje skladbe, ni bilo še govora avtorski. Imeli smo na repertoarju 11 skladb, namreč mi 25. maja v bistvu mladinci v Divači so organizirali koncert za 25. maj. Oni so nekako zvedli, da mi vadimo v Lokvi, ampak mi smo rekli, poslušajte, mi nimamo dovolj za cel koncert. Mi imamo 11 skladb, ne. No, in koliko je to? In smo zračunali, da to je približno 45 do 50 minut, recimo. Igrali smo pač tuje stvari, ni bilo govora o lastni glasbi še. No, in potem naj povem kot zanimivost, da so oni še Tomaža Pengova povabili. Je on takrat bil prvi, ki je izdal vinilni longplay od kantavtorjev, hočem reči v tem smislu. No, in je on v prvem delu nastopil, v drugem tudi mi. Moram reči pač, da je bil koncert, mi nismo ne vem kaj pričakovali, ampak je presegel pričakovanja, je bilo tudi polno, moram reči, da takrat ni bilo toliko dogajanj pa to koncertov kot je zdaj in je koncert mladini bistveno več pomenil kot danes, recimo. Še to naj povem, mi smo za 40-letnico skupine smo organizirali podobno 25. maja v Lokvi pri Divači, tam pač, kjer smo imeli bazo in smo želeli tudi Tomaža Pengova povabiti, da bi malo obeležili ta prvi skupen koncert, ampak žal je on, mislim, da je marca 2014, par mesecev prej je žal umrl, tako da pač iz tega potem ni moglo biti nič. Glede na tvoje besede, sklepam, da imate bazo na Krasu. Ja, kot sem že rekel, vsa leta Lokvi pri Divači, samo da takrat je bila to bivša štala, zdaj je pa to urejen prostor. Razlika pa v tem, da praktično ne vadimo, ker zdaj imamo pač v glavnem tako rekoč izključno koncerte avtorske glasbe, pač repertoar je narejen, zdaj tudi z dodatnima članova in pač zdaj ne rabimo vaditi,
Takrat so bile pa zahteve plesišč take, da si moral repertoar obnavljati, hoče reči tuje hite, ne. Pač kar je bilo trenutno popularno in je bilo treba vsako leto kar precej novih skladb, pač mislim tujih, ne. Ali tam mogoče visi kak pršut? Ne, je pa tam blizu pršutarna, v Lokvi je pršutarna, prva pršutarna v Sloveniji in je še danes poznana kot pač zelo kvalitetna. Za konec prvega dela pogovora bova zavrtela še V petek zvečer. V petek zvečer je nekako poskus slovenskega rock'n'rolla, da rečem. Pač jaz sem avtor glasbe in sem pač nekako hotel malo popestriti. Sem rekel, zakaj pa ne bi bili rock'n'roll, recimo stare slike malo bolj country, kasneje bo predstavljena pesem za druge, ki je v ritmu angleškega valčka. Malo sem hotel popestriti to ritmično podlago, da rečem. Kot zanimivost naj pa povem, da to je ena redkih skladb, ki je tekst prej bil napisan. Namreč, ne vem koliko mesecev ali pa pol leta prej, takrat je Drago Mislej še imel kakšen tekst napisan, ne, odkar je tako poznan, ni teorije, ne, ker ga vsi vlečejo za rokav in dela praktično izključno tekste pač že na glasbo, razen morda za svoje komade. Tako da je, kar se Prizme tiče, mislim, da je to pa tudi ta nova skladba, Nič mi ni, da so to edini skladbi, ki je najprej bil tekst, potem kasneje glasba, no tako. Tukaj bova Franci naredila piko v prvem delu. Hvala ti za tokrat, se slišimo potem prihodnji teden. Velja, lep pozdrav. Ure pozabe in ure ljubezni, vse je drugače, kot tema objame, mokro telo, vrtinec omame, v petek zvečer. Vse je drugače, vse se zamenja, vse se obrača, nimaš imena, v petek zvečer. Petek zvečer in pride sobota, trudna sobota, ki te zbudi, glavo postavi, kjer vedno stoji, malo nad vratom, okoli oči. Vse je drugače, vse se zamenja, vse se obrača, nimaš imena, v petek zvečer. Vse se zamenja, vse se obrača, nimaš imena. Vse je drugače, vse se zamenja, vse se obrača, nimaš imena, nimaš zvečina, nimaš imena, nimaš zvečina. Smo skupina Prizma, poslušate Radioaktivno.